Dober dan in toplo pozdravljeni v prireditvenem prostoru Knjižnice slepih in slabovidnih Minke Skoberne, kjer danes gostimo poseben dogodek. Namreč predstavitev knjige našega sodelavca, prijatelja in mojega mentorja Dušana Brešarja Mlakarja, ki je letos sprejel poseben izziv in pripravil knjigo z naslovom Dotik besed, zgodovina opismenjevanja slepih in slabovidnih. Preden pa začnemo z dogodkom, k besedi vabim predsednika Zveze društva slepih in slabovidnih Slovenije, gospoda Mateja Žnuderla, in ga prosim za uvodni pozdrav. Hvala za besedo. Moram reči, da sem zelo vesel, da naši upokojeni bivši sodelavci še vedno radi sodelujejo z nami in to na zelo visoki in kakovostni ravni. Tako da jaz upam, da se je Dušan našel v tem brskanju po preteklosti, kajti še marsikaj nam je skrito oziroma smo že pozabili, kje bi kaj našli, in zato nujno potrebujemo raziskovalce preteklosti, ki se jim da brskati po raznih arhivih. Tako da upam, da bomo danes zvedeli marsikaj novega o opismenjevanju slepih in slabovidnih na našem področju. Dušanu se pa seveda najlepše zahvaljujem za njegov trud in pa seveda za to ustvarjalno energijo, ki jo ima. Hvala predsedniku. Na dogodek smo povabili tudi predstavnike Združenja slepih Slovenije iz Celja, vendar se zaradi različnih okoliščin dogodka niso mogli udeležiti. Svoje besede so nam posredovali v posebnem pismu, ki ga bo prebrala naša knjižničarka Kristina Anželj. Kristina, izvoli. Pismo obiskovalcem dogodkov ob izidu knjige Dušana Brešarja Dotik besed. Spoštovani, danes je za vse slepe, lahko rečemo, najbolj pomemben dan v letu, ko obeležujemo Mednarodni dan bele palice in ko se še vsak med nami posebej lahko zamisli nad tem, kaj vse je bilo treba postoriti skozi zgodovino, tako družbi, kot tudi številnim posameznikom, da ste slepi danes tam, kjer ste. Res je, še vedno se morate boriti, predvsem s predsodki polnočutnih, se dokazovati mnogo bolj kot drugi, saj z izgubo vida in slepoto povezanih še vedno ogromno stereotipov in predsodkov. In slepi še vedno, sploh na področju zaposlovanja, niste mnogokrat prepoznani kot enakovredni graditelj širše družbe. Pa vendar smo skozi čas ob pomoči tako številnih slepih, kot tudi polnočutečih prišli izjemno daleč. Letos ima praznik za slepe še toliko večji pomen in težo, saj je bila brajica vpisana v register nesnovne dediščine, za kar velja še posebej velika zahvala vsem, ki ste se za to trudili, še posebej Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije ter Komisiji za muzejsko dejavnost, saj je to velik kamenček v mozaiku dosežkov slepih in še ena stopnica do boljšega prepoznavanja vas in vaše problematike. Vsaj upamo, da je tako. Je pa to tudi poklon Brajevi pisavi, saj bi bili slepi brez nje, tako kot pravi naš podpredsednik gospod Kamenik, ki je tudi sam slep, narod brez lastnega jezika ali drevo brez korenin. Pri Združenju prijateljev slepih Slovenije pa smo še posebej ponosni na izid pričujoče knjige, zaradi katere ste se zbrali v Knjižnici slepih in slabovidnih Minke Skoberne, ki je za vse vas slepe zagotovo eno veliko okno, če že ne kar vrata v svet tako literature, kot tudi izobraževanja, pa tudi dodatnega formalnega in neformalnega znanja. Izjemno hvaležni smo gospodu Dušanu Brešarju, tudi našemu članu, da se je tako močno, predvsem pa srcem in predano poglobil v zgodovino opismenjevanja slepih, kajti s tem svojim delom je svetu dal resnično do sedaj najboljši pregled z tega področja. Ne le v slovenskem, pač pa smo prepričani tudi v mednarodnem merilu in morda se niti še prav vsi ne zavedamo, kako močne znanstvene in zgodovinske vrednosti je pričujoča knjiga. Hvaležni smo, da smo z gospodom Brešarjem hipo našli skupni jezik in izdali knjigo, na katero nismo ponosni ne le mi in avtor sam, ampak ste lahko na njo ponosni tako vsi slepi, kot tudi vsi, ki so kakorkoli bili in ste še povezani z delom med in za slepe. Prejmite ob koncu iskreno opravičilo, da se nisva s podpredsednikom, gospodom Kamenikom, mogla udeležiti vaše prireditve, saj sem jaz službeno zadržan, njega pa je malo izdalo zdravje v zadnjem hipu.
Prijetno praznovanje vašega in našega praznika. Saj vsi, ki smo povezani z vami slepimi, se še kako zavedamo pomembnosti le-tega in naj bo predstavitev tako uspešna, kot si ta knjiga to tudi resnično zasluži. Davorin Deželak, predsednik Združenja prijateljev slepih Slovenije, in Sebastian Kamenik, podpredsednik Združenja prijateljev slepih Slovenije. Hvala. Napočil je čas za pogovor, ki sem ga napovedal že uvodoma. Tako med nami lepo pozdravljam Dušana Brešarja Mlakarja, avtorja knjige, ki jo danes predstavljamo. Dušan, pozdravljen. Ja, dober dan. Dušan, za začetek te moram vprašati, kdaj si pravzaprav prvič prišel v stik s slepimi in slabovidnimi, na kakšen način? Ja, najprej bi rekel hvala, da ste prišli. Ker toplo mi je pri srcu, pa narodno, glede na to vse te besede, ki sem jih slišal. Tako da vesel sem, da se družimo zdaj. Kdaj sem prišel? Ja, jaz, kot sem leta 1999 prišel na zvezo, sem imel občutek, da o slepoti in slabovidnosti ne vem nič. Tako, jaz sem se prijavil zato, ker je tam pisalo v razpisu organizator kulturne prosvetne dejavnosti. Jaz se pa s kulturo ukvarjam praktično že od 15 leta naprej. In potem pa, ko sem začel malo razmišljati, sem pa ugotovil, da je kar nekaj teh stvari, ko se srečaš z slepoto, recimo Mojca iz Kekca, recimo je bila ena taka prva zadeva. Potem sem se spomnil, da prvi človek, prvi slepi, ki se ga spomnim, da sem ga videl v življenju, je bil, lahko rečem, prijatelj Kreže, s kateri sva dosti komunicirala, tako sem mu knjige sposojal, tudi ko sem se lotil raziskovanja zgodovine slepih, je bil en velik vir dogodkov, ki mi je povedal, čeprav je bil včasih tudi malo ciničen do vsega skupaj. In celo moram povedati, da čeprav je rekel, da ne smem pisati nekrologa, sem ga vsaj napisal, ker je pač bil tak lepo prijateljstvo. Pa sem se pa kar nekaj zavedal, da sem imel pa soseda, ki sta bila sestra in brat, sta pod menoj stanovala, ki sta bila medtem starejša. In glih zaradi tega, ko sta bila mogoče 4-5 let sta bila starejša, pa bolj sta se za sebe držala, kar je sicer običajno pri slepih in slabovidnih, sem ugotovil, da pravzaprav se že od otroštva sreča, ampak tega sploh nisem vedel. Tako da potem pa lahko rečem, da ko sem dobil, sem zelo vesel, čeprav s kulturo za slepih sem se začel ukvarjati šele tam leta 11, ampak sem imel pa prej fajne učitelje, lahko rečem, da sta bili recimo Toni Smredelko je tukaj, je bil prva generacija slepih, so bili 14-15 letniki so bili, ki so me pravzaprav naučili, kaj je to slepota in kaj pravzaprav slepi zmorejo. In smo imeli ene fantastične delavnice, upam, da se Toni pa Nejc je tudi tukaj, ki je pa druga generacija, smo se fajn imeli in smo dejansko drugega učili, tako da je bila to je bila pa tista šola, ki sem jaz dal skozi. Kaj te je pa pravzaprav spodbudilo k raziskovanju zgodovine slepih? Ja, jaz sem, tako bom rekel, na zvezi pravzaprav nekega domozdanstva ni nikoli bilo. Mene je pa to zgodovina skozi zanimala in sem v bistvu skozi nekako zbiral informacije. Potem je prišla pa obletnica, stoletnica pač zveze, in je potem se začelo to zbirati. Ti si mi rekel, če sem slišal kdaj za Julko Bezjak, ko je ni nobeden poznal, in potem sem začel to raziskovati nekako. No, in sem potem celo najdel en dokument, s kateri sem zvezi predstavil, ne vem koliko je njih, 8 ali koliko častnih članov, za katere je zveza sploh ni vedela, ker je to bilo v prejšnji generaciji slepih, tako da smo kar naenkrat smo dobili Mislim, da smo iz 4 častnih članov prišli na 16. Tako se je pol na koncu se to najdlo, 16 častnih članov. Oziroma vmes smo še nekaj, se še je nekaj potrdilo, ampak kar naenkrat je 4 prišlo na 16, ja. Tako da tako sem začel. Kakšni so pa sicer tvoji spomini na knjižnico? Verjetno si med
svojim delom navezal stike s slepimi in slabovidnimi in tudi na tak način lahko prišel do različnih virov za raziskovanje. Ja, se to je to. Jaz sem tam, ko sem delal na izposoji, sem prihajal v stik z ogromno slepimi in slabovidnimi in dejansko sem z vsemi v bistvu nekako, lahko rečem, da so v teh, 22 ali 23 letih, koliko sem bil, se pravzaprav z nobenim od strank nisem skregal, ne, morate vedeti, stranke smo zahtevne, tečne in tako naprej, ne, ampak nisem se z nikom skregal. Je bilo pa tako, da dostikrat je prišlo do tega, da so pač rekli, le Dušan, ti me poznaš, kar daj mi ti knjige, jaz ne bom zbiral, ne, tako. Prav lahko rečemo, da to tvoje raziskovanje in zbiranje gradiva za knjigo je potekalo kar nekaj let. Ja, lahko rečem, da pravzaprav ves čas, ja, ker pač vmes slišiš, ne, recimo Hebalda Kleina, slišiš te zadeve, pa te zanima, kaj to je, ne, in potem pač malo pogledaš, ne, in v nekem trenutku, to je tako, ne, jaz si pravim, da z knjigo je tako kot z rojstvom, ne, najprej je neko spočetje, potem to nosiš in na koncu pride do poroda, ne. Zdaj pa praznujemo en rojstni dan, ne. A si imel pri raziskovanju kakšne težave z viri, recimo? Ja, problem je bil v tem, ne, zdaj, če boste pogledali, boste videli, da je tukaj noti ogromno novih virov, ne. Običajno se vsi sklicujejo na Golobovo, pa na tiste zbornike, ne. Jaz sem sicer tudi uporabil, ne, ampak je pa ogromno novih virov, ki sem jih dal in tudi v ene članke sem tudi mogel kupiti, da sem prišel do njih, tako da enostavno mislim, težave so seveda, cel dan visiš za računalnikom, pa iščeš, kje boš kaj našel, ne, ker če vpišeš not pisave slepih, edino, kar ti največkrat ti napiše Brajevo pisavo, a ne, dobro, mogoče še kakega Barbija še omenijo, ampak tukaj se nekje začenja zgodovina na internetu, ne, sam potem pa, ko greš globje, ko to le brskaš, pa le izbrskaš, ker zdaj je fajn, ker zdaj je to vse digitalizirano in enostavno da se najti, ne. Kdo pa je sicer še sodeloval pri nastajanju knjige, a so bili pri tem aktivni tudi slepi in slabovidni? Ja, lahko rečem, da jaz sem dostikrat recimo Maleka Silvota pokličem, če rabim kakšne informacije, potem recimo, ko sem pisal Brajevo notacijo, a ne, sem Nevo Laščak poklical in sem v bistvu, jaz sem napisal članek, tako pač, kot sem jaz zbral iz literature, a ne, in sem je napisal in potem je ona to popravila, dejansko pač tako da je tudi, lahko rečem, da je članek strokovno, ne. Sem pa zelo hvaležen tudi recimo, ja, seveda, ne moram reči, recimo Roberta Meriča, ki je tukaj, sem ga tudi malo kontaktiral, pa Sanjo Kos, pa ne vem, zdaj, da ne bom pozabil, je še kar nekaj bilo, ne, v tem smislu, ne. Je pa potem sem pa zelo vesel tudi, ne, da sem recimo Staneta, pa Mojco, pa Iva Gerbca sem v bistvu kontaktiral, da sta pogledala eno varianto, ta prvo varianto, da so pogledali in da so pač dali svoje mnenje, a ne. Mojca je celo rekla, v nas pa ne boš pisal, a ne, v učiteljih zavoda, ne, ki je tudi v opisovanju, ne. Pa sem potem rekel, dobro, vseh ne moremo omeniti, a ne, se so vsi zaslužni, tudi zdajšnji še zmeraj tako improvizirajo, ker pač je populacija mala, ne, tako da sem omenil samo nekatere, a ne. Bi pa še to rekel, ne, recimo Ifigeni bi se tudi zahvalil, ko je praktično tisto en velik špeh neumnosti, tako rekoč čez noč pregledala in mi je dala pripombe, kako pa kaj, ne, tako da je tako. Prispevala je tudi pomemben del. Tako, v bistvu vsak, ko je pogledal knjigo, je prispeval. Reska je sliko prispevala naslovnici, ne, pa eno dobro kosilo dol pri njej, ne.
Čaj dobim. A si med raziskovanjem naletel tudi na kakšno zgodovinsko osebnost ali pa dogodek, ki te je mogoče presenetil ali pa navdihnil? Ja, dejansko je bilo kar nekaj presenečenja, ne. Recimo, nekako bi rekel, da sem se skoraj zaljubil v Marijo Terezijo von Paradis, ne, to je bila ena odlična pianistka, zvezda takratnega obdobja, ki je bila, ona je bila v bistvu, njen oče je bil neki svetovalec na dvoru Marije Terezije, cesarice, a ne, in ona je tudi omogočila, dala ji penzijo, tako da je omogočila, da je lahko nadaljevala kariero, ker je bila strašno nadarjena, ne, in je pač zaradi tega ji ni bilo treba igrati vlogo Kinderkirche Kuhe, a ne, kot je bilo takrat v Avstro-Ogrski, bi rekel, za ženske. Tudi, ker je bila bogata, je Kempel izumil, je naredil posebej za njo izbočeno pisavo, tako podobno, kot se je pač bile te stavnice, kot so bile za časopise, kot so včasih pa knjige, kot so stavili, ne, in ona je to sestavila pismo, to je potem namazala z barvo in je lepo vtisnila in je imela pismo in je lahko pisala, ne. No, in ko se je temu Kemplu zahvalila v enem časopisu, se je zahvalila, da je, bi rekel, omogočil, da lahko komunicira z svetom, s prijatelji in tako naprej, je to pismo prebral Weisenberg iz Mannheima, ki je bil pa tudi imel tudi odlične učitelje in tudi sam je bil izumitelj različnih taktilnih pripomočkov, pisav in te stvari in je bil matematik in strašno izobražen človek, ne, in je napisal, da bi se rad dopisoval z njo in da naj ona vztraja. In potem so si 3 leta dopisovala. In ker seveda Marijo Terezijo so vzgojili kot odlično glasbenico, ni pa imela nobene splošne izobrazbe. In je potem ta Weisenberg je omogočal in je razlagal, kako naj se to uči, kaj naj dela, kakšne stvari te zadeve, tako da je bila tudi po tej plati ena od bolj izobraženih žensk. No, in ko je ona šla na 3-letno turnejo po Evropi, veste, kako je bilo to časih tam leta 1780, recimo iti na 3-letno turnejo, to pomeni, da si skozi na poti, v kučijah in te stvari. To ni bilo tako letala gor pa dol, ne. No, in je pol leta je bivala bila je recimo v Londonu, je očarala kralja Jurija, sploh ko je Händla izvajala, rekli so ji slepa čarovnica, zato ker je tako izvrstno igrala, da so enostavno jo vsi občudovali, so vsi rekli, tole pa, mislim, to je pa res čarovnica, to pa ne more biti, ne. No, in ko je bila v Parizu, pol leta je bila v Parizu, je tam eden posebej za njo izumil ene pripomočke za učenje te glasbene, to solfeđa in teh zadev, ne, not. Tam je pa tudi srečala na enem prijemu pri Mariji Antoneti, je pa srečala pa Uvija in ko so se pogovarjala, je Uvijo razložila, kako ona to dela, pokazala mu je prve taktilne zemljevide, ki jih je imela narejeno z svilami in z nitmi in tisto svojo pisavo in metode Weisenberga in potem je tudi Uvi napisal v svoji knjigi, je napisal, da je potreboval Marijo Terezijo, da zdaj ve, kako naj začne delati z slepimi. To je ena zadeva, no, to dopisovanje je trajalo 3 leta, bilo je tudi majčkeno ljubezensko, ampak žal to mi je bilo pa zelo žal, da se ta ljubezen ni končala, ona se je poročila z enim drugim, ki ga je spoznala zgleda na obisku v Mannheimu, on je pa tudi posebej za njo naredil stavnico, da je lahko se naučila Mozartov koncert za Paradizovo. Ona je tudi postala učiteljica, izdelala je karte, da so se lahko slepi učili in so pol tiste karte špilali in so zamenjevali polovinke za četrtinke, cele za polovinke in tako naprej, da je bilo to in take zadeve, na ta način je poučevala. Zdaj, a ste se s Kleinom srečala, živela ste v istem času,
ni dokumentov, ne? Ampak je pa Klein jo tudi nekako omenja kot en primer, ne? Zdaj, drugi primer, ki me je pa tudi šokiral, je bil pa islamski svet. V 7. stoletju so kalifi omogočali slepim, se pravi, stanovanje blizu mošej, osebno asistenco, socialne transferje, kot bi se temu reklo, v glavnem pomoč, to, kar se recimo dan slepi bojujejo danes, ne. Tako da to je bil ta zlato obdobje islama, ne. Bi pa še tukaj zraven rekel Al-Mari, v tistem obdobju je bil slepi pesnik, filozof Al-Mari, ki so bi rekel, v tej zdajšnji, ne, islamski pomladi, ali kakorkoli bomo to rekli, ne, so mu ta islamski skrajneži v Siriji so obglavili njegov kip, v Tuniziji so pa njegovo poezijo in dela prepovedali. Se pravi, koliko je to, 1300 let ali koliko je to, ne, kasneje so ga prepovedali oziroma ga še zmeraj ne marajo, ne. Ne, bil je pa vegan, zaradi etičnih načel, razsvetljenc pred razsvetljenstvom, skratka, res en velik človek, ne. Ti si velik del svoje knjige seveda namenil tudi Brajici. A si na kakšne zanimivosti naletel tudi na področju Brajice? Ja, zdaj Brajica je, bi rekel, pravzaprav predhodnik Brajice je Lana Terzi, ki je prvi, ki je uvedel pike. Da je on imel sicer še neke zraven, neke črte in te zadeve, je pa vse skupaj išlo, v bistvu Lana Terzi je delal kriptologijo, a ne, tudi Barbier je bil kriptograf. Se pravi, Brajica je neke vrste kriptirana pisava, ki jo pač v bistvu je potrebno pač se naučiti posebej, ne, za nas videče je to pač malo problematično, ker smo leni pa nočemo to poznati, ne. Je pa Louis Braille se zahvalil Barbieru, da brez njega ne bi bilo Brajice, da v glavnem dolguje največ Barbieru za tem smislu, ne. Je pa tako, ne, zdaj, ko je Barbier za svoje izume dobil velike nagrade od strani Francoske akademije znanosti, in so ga v začetku zavračali, ampak potem je le uspel nekako to Brajico prenesti v zavod, uspel prenesti v zavod in je tudi zapisnik, da je Barbier prinesel zanimivo pisavo, bomo probali, bomo eksperimentirali, če je to kaj za slepe, in se je seveda izkazalo za pozitivno, predvsem zaradi tega, ker je Barbier daroval ogromno tudi pripomočkov za svojo slepo pisavo, za svojo pisavo, ne, je daroval, in ker so bili ti pripomočki zelo preprosti, to, kar danes je Brailleva tablica, to je nekaj podobnega, je tudi Barbier naredil, a ne, in je potem so imeli in je zaradi tega je pol tudi, a ne. Bi pa rad še to povedal, ne, recimo Ovi se je skregal z Napoleonom, bil je pristaš kontra pač proti, pa ga je Napoleon upokojil, ne, in potem, ko je bil ustanovitelj zavodov v Berlinu, Kronsteinu, se pravi, in v Moskvi, a ne, in ko je prišel nazaj, ga v Parizu ni noben več poznal, ga pa niso pustili pa v zavod, da bi prišel, ne, enostavno so ga izločili, ne. Dobro, mislim. Zdaj, zgodbo o nastanku Brajice in Louisa Brailleja seveda poznamo. Mogoče veš, kaj se je pa dogajalo z Brajico po smrti Louisa Brailleja? Ja, Brajica je bila v bistvu dosti časa kot ena taka eksotična zadeva, ne. Ko so recimo Angleži so imeli, ne vem, 10-15 pisav za slepe, a ne.
Tako da so smatrali za Brajico, to je ena taka zadeva eksotična, ko je še Francozi ne marajo, ne, še v šoli, ne. Ampak to v času, ko se je že počasi uveljavljala, ne, to moram povedati, ne. Potem je pa Armitage, to je bil en zdravnik, ki je zaradi oslepelosti, Anglež, ki je mogel prenehati s prakso in je zbral eno komisijo in je naredil in so pregledali vse pisave, ki jih je bilo na svetu in so ugotovili, da je Brajica najboljša, ne. In je potem on bil eden glavnih zaslužnih za to, da je začel lobirati za Brajico, ne. Začel da se Brajica uveljavi, po so imeli neko popravljeno Brajico, po so šli spet na originalno Brajico, potem je recimo, če še omenim Vojno pik v Ameriki, ko so se kregali, tam v Ameriki so imeli tudi enih 5 različnih pisav za slepe in pol, ko so nekaj standardizirali te stvari, je nekdo na enem kongresu rekel, zdaj pa takole, dragi moji, sam še ena nekaj izumi, pa ga takoj strelim. No, Brajico danes poznajo različni jeziki, tudi seveda slovenski, s časoma je prišla tudi na naša tla. Kako se je pa pravzaprav Brajica uveljavljala pri nas? Minko Skoberne seveda poznamo, ampak pri uveljavljanju Brajice so bile pa pomembne še druge osebnosti. Ja, torej mi smo relativno hitro dobili Brajico, ne, zdaj, zato je zelo pomembna Frančiška Rozalija Glaser iz Ruš pri Mariboru, no, to je, zdaj jaz lahko rečem, da sem na Ruš vezan, ker sem tako hodil v srednjo šolo, poznal sem njene prednike, Alenko Glaser je bila moja mentorca, Janko Glaser je bil njen oče, ki je tudi bil bibliotekar pa pesnik v Mariboru, ne, tako na njegovem pogrebu sem bil celo, no in Rozalija Glaser pa izhaja iz Ruš pri Mariboru, njen oče je imel eno veliko kovačnico tam nad Rušami, to je bila ena največjih na tistem področju, bilo je 6 otrok, 3 so takoj umrli že do enega drugega leta, bile so 3 sestre, pa 3 fantje, no vse 3 sestre so bile nune, 2 so učile v Gracu, no in Rozalija Glaser je zelo hitro, je takoj v začetku vstopila v Graški zavod, in je potem postala celo predstojnica. In tam okrog leta 1900 je dobila od ravnatelja nalogo, da naj bi začela slepe učiti v slovenskem jeziku, ne, in je potem ona verjetno iz češčine prevzela, ker Čehi imajo še danes ta č, kakor ga je ona uvedla, ne. Se pravi, to je bil 1, 4, 6. No in zdaj vsi pravi, da naj bi bil to Bek, ampak Bek ima v 2 variantah Brajice ima to za č oziroma za dž. V prvi varianti mislim, da ima za č, v drugi ima pa, ne, v prvi varianti ima za č, v drugi pa č in je potem so začele učiti, je pa to potrjuje tudi Bezlajeva, ki je bila tudi ena od učiteljic v Gracu, ki je kasneje izstopila, ker pravi, da so že pred njenim prihodom so učili slovenske fante in dekleta z slovenskimi učbeniki v Brajici, ona je pa leta 14 ali 12 nekaj takega je pa izstopila iz Graca. Tako da dejansko smo dobili Slovenci Brajico, po mojem, tam okrog 1900, se pravi, 18 let predno je sploh bil kak zavod nastavljen. Tako da to je ena, recimo, ki mi je zelo pomembna, potem pa seveda ne, Franica Vrhunc. Franica pa Vrhunc je pa dejansko je pa, ona je pa v bistvu vse svoje življenje žrtvovala, bi rekel celo bolj kot Minka, ne, ker namreč ko je prišla okrog leta 1912 v Grac, je takoj zapopadla Brajico, ogromno se je izobraževala, bila je v stiku z vsemi tiflopedagogi takratnega časa in je tudi se 22. novembra se tudi vrnila
v Slovenijo z tistimi 25 vojaki in je tudi postavila zavod in je celo nekaj časa bila celo vodja šole, a ne? Dokler ni pol Kobal prevzel. Ker ona kot ženska ni mogla biti, ker takrat so bili, ker ko so dali razpis ven za vodja, ne, je pisalo vodja, ne tako kot danes, moška ženska oblika, ne. Tako da ni imela pogoja, da bi postala, čeprav bi morala postati. Tako ona tudi ni imela formalne izobrazbe, ona ni bila tiflopedagog, ona je bila vrtnarica. Se pravi, takrat so rekli, učiteljstvem, ki so delali v vrtcu, so bile vrtnarice, ne. In seveda, ker je prišlo do napetosti, ker so hoteli, pri nas so hoteli, da bo to posvetna šola, cerkvene oblasti, ker so pa v glavnem bile to nune, a ne, so pa hoteli, da bi pa bilo to cerkvena, podobno kot v Gracu, privata, ne. In potem so se kregali, kaj je ono tretje, ne, in je cerkev enostavno umaknila ves kader, a ne. Enostavno ni dovolila, da bi več nune, ne, da bi to poučevale. Sej tudi, recimo, ko so jih pol v Kočevje povabile nune, so nune izstople iz zavoda, ko so se tam kregali in je šel članek Jakobinska revolucija v Kočevju, nekaj v tem smislu, ne. Jakobinci so bili v francoski revoluciji so bili proti cerkvi, ne, v tem času. No in Franica je potem v tem trenutku izstopila iz reda, ostala brez službe, praktično bila na cesti in če jo ne bi Ramadanovič povabil v Zemun, bi ostala brez službe, v bistvu pač ne vem, kaj bi počela, ne. Jo pa omenjajo v zgodovini zemunske, omenjajo, da je bila pa edina strokovna služba, ki so imeli takrat. In ko se potem leta 22 so žalostno ugotavljali, da je škoda, da je šla nazaj v Kočevje, ker zdaj so ostali brez stroke, a ne. In ona je šla pa nazaj zato, da je red naredila v Kočevju, ker je tam je bil tik pred tem, da bo vse skupaj razpadlo, a ne. Tako da, in potem so jo leta 30 mislim, da so jo upokojili zaradi nekih zamir, pa ker ni imela ustrezne izobrazbe, ampak so ugotovili, da brez nje ne morejo in so jo honorarno zaposlili. In je potem honorarno delala do leta 60, leta 44 se je z eno učenko, ko je imela nujno operacijo, je šla iz Kočevja v Ljubljano, jo je spremljala, nazaj se ni mogla vrniti, zato ker za to cesto Ljubljana reka preko Kočevja so se skozi neki tepli, fajtali, tako da je bilo zelo nevarno in je potem pa v Ljubljani ustanovila spet nov zavod, ker je bilo ogromno teh, ki so bili kasneje oslepeli zaradi raznih bomb, pa vojaki so bili oslepeli in je sodelovala z očesno kliniko do leta, tako je bilo pol do leta 60, mislim, da se je leta 60 se je upokojila, zadnja 4 leta je pa po možganski kapi pa umrla, v bistvu je bila nepokretna. Praktično 4 leta neka ležala pri miru. Mislim, da je to zelo en tak primer lep, ne. No, to mene seveda tudi Dobovškovo, ki je pravzaprav vodila več ali manj zavod, zelo dolgo, mislim, da najdlje, ne, pa seveda še pol druge, recimo Staneta, pa Mojco, pa Rožanca, pa tako naprej, ne. Tako da Ja, Dobovškova je verjetno tudi neka oseba, ki je tudi nekako s svojim delovanjem pomembno prispevala k izboljšanju položaja slepih, se mi zdi. Ja, Dobovškova je imela zelo fajne veze recimo z Ameriko, ne, s temi našimi izseljenci, ki so ogromno prispevali denarja, ne. Naj pa povem, ne, da Tilka Musar, ne, je pa napisala igro Teta iz Amerike, ne, kot neke vrste, da se je zahvalila, ne, ker Tilka Musar je pa napisala, ne vem, 13 dram, ne, ali koliko jih je napisala, ne. Tako da to omenjam pa v tisti zgodovini gledališke umetnosti slepih in slabovidnih, ne. Kako pomembna pa je pravzaprav brajica po tvojem mnenju za razvoj oziroma življenje slepega? Ja, to bi mogli slepi povedati, ne. Ampak jaz, kolikor takole sem spremljal, sem ugotovil, da pravzaprav brajica je, mislim, da je brez brajice bi danes bili slepi
revčki oziroma tam berači nekje, a ne. Ker namreč brajica jim odpira svet, jim odpira dostop do informacij, in tudi, ko so delali te nevrološke analize, ne, se je pokazalo, da tisti, ki bere brajico, v bistvu se jim ta možgan, ta del možganov, ki jih mi uporabljamo za pismenost, oziroma to, ko se aktivira, se prav tako aktivira, kot nam, ko pišemo z roko, a ne. Poleg tega je pa, če bere brajico, vidi, kako izgleda beseda, ker mi pač včasih izgovorimo besedo malo drugače, kot se napiše, a ne. Spozna se z slovnico, skratka, mislim, da je to res eden največjih, zame je to eden največjih izumov človeštva po kolestvu, a ne. Ja, poleg pismenosti jim verjetno omogoča tudi neko mero samostojnosti, a ne, ker lahko sami tvorijo neka besedila, ki jih potrebujejo. Ja, pa zdaj gre vse v digitalizacijo, ne, in je vse tudi preko brajice je dostopno, a ne. Čeprav seveda to gre majčkeno zamikom, ne, jaz se spomnim, da ko se je PDF pojavil, ne, ta format je nekaj časa trajalo, predne so slepim omogočili, da so lahko PDF brali, čeprav je bil lastnik Adobeja, je bil slep, ne, kar je bilo zanimivo, ne, da je v bistvu, ne. Kako pa ocenjuješ položaj slovenske brajice danes? A se ti zdi, da bi se lahko še izboljšal? Ja, jaz mislim nekaj, ne, z Bavčarjem se doktorsko pogovarjava okrog tega, ne, in Bavčar pravi, da mi slepi smo še zmeri v nekem smislu berači. Še zmeri moramo fehtati za to, da zberemo denar za te tehnične pripomočke, ker te tehnične pripomočki, dobro, vse se dobijo, ne vem točno, kaj se dobi, ne, ampak recimo Brajeva vrstica, s katero ta Brajev zaslon, ali kakokoli se bi reklo to, je še zmeri, ne vem, od 3000 evrov naprej, ne. Zdaj pač odvisno, kakega kupiš, ne, in to pomeni, da v nekem smislu so še zmeri berači in bi bilo treba res na tem delati, pa sej, Matej, se dela, ne, dost, ne, ampak zdaj vprašanje, koliko je to. Dela se, če je pa dost, pa ne moramo. Ja, no, ok, hvala, ne, v tem smislu, ne. Je pa se pravi, zdaj so se pojavili razni digitalni zasloni, skratka, brajico je treba delati, ne. A so še kakšne posebnosti oziroma zanimivosti na področju razvoja slovenske brajice? Enkrat si mi omenil neko različico abecedne vojne, če lahko temu tako rečem. Ja, to je pa črkarska pravda, si mislil, ja. To je bilo pa tam, ko se je brajica uveljavljala, takoj, to je, mislim, da je leta 20 bilo, ne, ko je Bezlajeva je polemizirala z Minko Skaberné o tem, kako se ti šumniki pišejo, ne. Zdaj ti šumniki, da mi se pogovarjamo, vi to bolj poznate kot jaz, ne, mi se pogovarjamo o brajici na prvi stopni, ne, brajica ima, ne vem, 7 stopenj ali koliko, to je pa, se pravi, pomeni tako, da recimo oklepaj v slovenščini, lahko francoščini, v angleščini pomeni nekaj drugega, a ne, to so pa druge stopne, pa posle jeziki, pa Nemetova brajica, pa ne vem, skratka, no, in zdaj ti šumniki so bili zelo podobni nemškim te SCH-jem, pa EI-jem, pa tako naprej, ne, in je Bezlajeva rekla, da ni nadušena na tem, zato ker slepi, ko berejo, se jim tukaj zatakne, ker so navajeni na nemško brajico, a ne. In ona je predlagala je 2 znaka. Se pravi, prvi znak bi bil kot neke vrste kluksa, bi imel, ne vem, mislim, da je bil 4. pika, potem bi bil pa recimo C ali pa C, S, Z, ne, in bi imel spredi, a ne. Zdaj Minka je to zavrnila, dokazila, da tega nihče ne počne, je pa to zelo nepraktično za slepe, ker več, ko je znakov za eno črko, bolj počas berajo, a ne. Tako da to je neke vrste črkarska pravda, no. Ja. Kaj bi bilo pa na razvoju opismenjevanja slepih in slabovidnih treba še storiti po tvojem mnenju?
Ne vem, to pa naj pedagogi povejo. Jaz mislim, koliko sem se jaz pogovarjal z Mojco pa Ksinijo, ne, pravzaprav se je brajica skozi učila, jih skozi učijo, čeprav enem obdobju se je brajica zanemarjala, niso jo, lažje je vzeti en mobi, en predvajalnik zvoka, pa ga dati v žep, pa poslušati, kot pa recimo to veliko Brajevo knjigo, a ne, pa brat, to že rabiš, te moraš za mizo, pa tako naprej, ne. Ampak zdaj mislim, da je mlajša generacija to zapopadla in da to bere in tudi mislim, da ta digitalizacija je pripomogla temu, da se brajica spet uveljavlja. Dušan, kakšni so pa načrti za prihodnost? Vem, da si raziskoval tudi precej na področju kulture, a lahko pričakujemo še kakšno knjigo? Ja, mogoče, ker namreč jaz imam ogromno člankov, ki jih objavljam v Obzorju, pa pri Vzorniku za žene in družino. Mislim, da sem njih 50 napisal v zadnjih 2-3 letih. Tako da mogoče jih bom pa zbral, pa bi to naredil iz teh člankov, mogoče nekje na tako še kako knjigo, no. Tako da bi, ampak bomo videli, a ne, kaj bo, ne. Pustimo času čas. Ja, tako, ja. Namreč Dušan je raziskoval različne osebnosti, ki so bile dejavne tudi na področju kulture slepih in slabovidnih. Govorim recimo o Antonu Čuriču, ki je bil slep zborovodja. Raziskal si tudi marsikaj na področju sorodstva s Tomom Zupanom, pa Minko Skabrne. Pa zagotovo še kaj drugega, kar se ta trenutek ne spomnim, ampak vem. Ja, no. Teh besedil ogromno. Ja, zdaj ste me spomnil. Ja, Agneza Zupan je bila sestra od Toma Zupana, ki je nekako, bi rekel, tudi zaslužna za to, da je mogoče Tomu Zupan podaril vilo slepim. Drug teden imam v Škofji Loki, Stari Loki, imam predavanje o Čuriču, ki je bil 7 pevskih zborov, je tam vodil in je še zmeraj neka legenda in so me povabili, da pridem predstaviti, ker vse te članke sem objavil v Loških razgledih in bolj sem nekako vzpostavil z domačini tudi stike, tako da se spomnijo. Ja, Čuriča se še precej teh starih ljudi spomni v Stari Loki, ja. Hvala, Dušan. Ja, hvala vam, ne, upam, da nisem bil predolg. Jaz bi na tem mestu pozval še občinstvo, če ima mogoče kdo še kakšno vprašanje za našega Dušana. Je mogoče zdaj priložnost, da ga zastavi. Ja, jaz bi nekaj vprašal, Dušan, govoril si o črkarski pravdi. In mene zanima še en detaljno, ne vem, če ti to veš, jaz ko sem bral Brajeve knjige, ki so bile prepisane tam nekje 46. 48. je bil pa Č današnji X. To se pravi 1., 3., 4., 6. V 50. tega ni več bilo. V 50. je Č 1., 6. tako kot je danes. Kdo pa je to določil? A kaj veš o tem? Ja, vem, ja. To je slepi temu reče, to je stari Č. To je v bistvu, bi rekel, drugi Č. Namreč, ko je prišlo do nastanka jugoslovanske brajice, namreč leta 23, se mi zdi 24, je prišlo do sestanka v Ljubljani, da so poenotili brajico. Ker namreč štos je bil v tem, da so v Zemunu so dobili strani Angležev, so dobili tiskarske stroje in so potem nekako so se odločili, da bojo zdaj poenotili, da bojo lahko tiskali. In takrat je prišel do sestanka, katerem sta bila glavna Ramadanovič, Bek pa Minka, pa še ta Angležina je bila prisotna, McFitz. No in takrat so poenotili. In zdaj Slovenci smo se odrekli tega čaja, ko sem že rekel, in smo sprejeli ta v bistvu hrvaški Č, ne, se pravi, ko si ti rekel ta X, ne, 1, 3, 4, 6, ne. In zanimivo je pa bilo, da se je pa Ramadanovič, ki je imel pa tudi svojo brajico,
Se pravi, takrat so bile Ramadanovičeva, Bekova pa Glaserjeva brajica, so bili na področju Jugoslavije. Zanimivo je to, da se je Bek, ki je bil Ramadanovič, ki je bil strašno avtoritativen, bi rekel eksploziven, bil je pa glavni inšpektor za celo Jugoslavijo, za kako se je takrat reklo, to za defektno deco ali nekaj takega, so to imenovali, se je odrekel svoje brajice. Mislim, to je neverjetno, kako to, da se je ta človek s tako avtoriteto in s tako karizmo se temu odrekel. Predvsem zaradi tega, ker je bilo že veliko knjig napisanih v Bekovi brajici in je potem prišlo do poenotenja. Leta 50 je pa UNESCO začel za standardizacijo brajice in takrat je bilo treba ta č spremeniti. Zaradi tega je pol prišlo do tega zdajšnjega č-ja. Aha, zato je 50. Tako. Okay, hvala. Kak je pa s cirilico, ko si že omenil Jugoslavijo? Ja, cirilica je isto imela svoje znake. Isto svoje znake je imela za te, mislim, da imam not, če ne pa, ne, tako da je v bistvu, pač takrat je jugoslovanska brajica je štela 37 znakov. Tako da so vse te, in leta 50 so tudi Makedonci dobili svojo brajico, no, to če še povem. Še kakšno vprašanje iz publike? No, če ne, se v tem trenutku še enkrat lepo zahvalim našemu Dušanu za pogovor in za njegov trud za nastanek knjige in pa seveda vam za vašo pozornost. Dušan, hvala. Hvala, Luka, za povabilo. Naj povem, da bo knjiga na voljo tudi v naši knjižnici. Potrudili se bomo, da bo čim prej dostopna tudi našim članom. V tem trenutku vas povabim na ogled razstave v naši galeriji. Ob 12:30 pa se lahko ponovno srečamo v prireditvenem prostoru, kjer bomo predali bele palice žrtvam ukrajinske vojne. Hvala lepa.